Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Premier Šarec je imel včeraj intervju na Nacionalki, s katerim je navdušil predvsem lobiste, ki si od njegovega vladanja obetajo masne zaslužke. Pravijo, da vijuga kot smučar in da se je naredil. Poglejmo si, s čim konkretno. Na Krško v tem hipu dobavlja 40% jedrske energije, ki jo porabimo. TEŠ6 nam jo proizvede 25%, je, da nam jedrska elektrarna Krško v tem hipu dobavlja 40% jedrske energije, ki jo porabimo. TEŠ6 nam jo proizvede 25%, je, da nam jedrska elektrarna Krško v tem hipu dobavlja 40% jedrske energije, ki jo porabimo. TEŠ6 nam jo proizvede 25%. Dragi Marjan, še dražji lobisti. Jedrska elektrarna Krško ne proizvede 40% jedrske energije, ki jo porabimo, ampak vso. In to znese 70% energije, ki jo proizvede TEŠ6, ker gre polovica energije iz Krškega na Hrvaško. In ne, Marjan, TEŠ6 ne proizvaja jedrske energije, ker gre za termoelektrarno. Mogoče naš Marjan ne ve veliko o elektriki, ve pa, da rabimo drugi blok in koga ima njegov glavni svetovalec Črnčec za direktorico svojega zasebnega inštituta. Za povprečnega lobista je to dvoje štroma vrh glave. Vi pa gledate 10. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali zdravstvena mafija, zakaj premier Šarec toči vodo v bazen korupcije v zdravstvu. Ob koncu parlamentarnih počitnic je z delom pričela preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. V oddaji zato pozdravljam dr. Blaža Mrevljeta, strokovnega sodelavca omenjene komisije in našega stalnega komentatorja, magistra Rada Pezdirja. Toplo pozdravljena. Pozdrav. Dober večer. Fanta, preden začnemo z današnjo glavno temo, naj povem, da je Komisija za preprečevanje korupcije vzela zadevo Črnčec Iglu Westinghouse pod drobnogled, članek Bojana Požarja, ki je razkril konflikt interesov, pa kot uradno prijavo. Zgodbo bomo tako spremljali še naprej, več o tem pa v jutrišnji oddaji. Ok, zdaj pa gremo na našo glavno temo. Blaž, ti si strokovni sodelavec parlamentarne komisije, ki sem jo prej navedel, ampak svoj mandat ali pa ta svoj posel si nekako nenavadno začel. Ne? Čeprav vem, pred 14 dnevi si dobil eno lepo darilo iz Ljubljanskega kliničnega centra. Ja, tako je. Mi smo z zaslišanji v preiskovalni komisiji začeli v bistvu začetku prvi teden septembra, tako kot je bilo predvideno. Sem pa dobil seveda en teden pred tem namig, da me bo v petek 6. septembra v Državnem zboru obiskal zasebni detektiv in mi vročil tožbo, ki se zdaj reče UKC Ljubljana proti Blaž Mrevlje. In sicer to je... Kako je pa težka ta tožba? Ja, to je v bistvu UKC Ljubljana oziroma kdorkoli je to organiziral po oblastilu seveda Aleša Šabedra, ki je tudi tam edini podpisan. Gre za tožbo vredno 100.000 evrov proti, se pravi, tožijo mene za 100.000 evrov za kot nekako povzamem lahko za to, ker sem jim povzročil za ta znesek, oklepaj, se pravi ne zaklepaj premoženjske škode. Zdaj v bistvu je stvar zelo bizarna, ampak ne preseneča, ker pač živimo v bizarni državi. Ampak ja, oprosti, samo malo Blaž, gremo po vrsti. Se pravi, si rekel, podpisuje tožbo še Aleš Šabeder, verjetno še v funkciji direktorja Univerzitetnega kliničnega centra. Tako je, tožba je bila vložena, saj štempilka je, mislim, da 13. marec, to je nekako 14 dni
preden je šel iz UKC Ljubljana. Tako da to je verjetno ena izmed zadnjih stvari, ki jih je pač naredil kot generalni direktor. A je takrat že bilo javno znano ali pa po tvojem mišljenju je vedel Šabeder, da boš ti strokovni sodelavec preiskovalne komisije Državnega zbora? Ne, jaz bi dal roko v ogenj, da ni vedel. Da ni vedel. Se pravi, ne gre za to, da bi poskušali na ta način tudi delo komisije preiskovalne blokirati v parlamentu. Veš kako, ne vem, če gre za to, da gre za poskus blokade parlamentarne preiskovalne komisije. Gre bolj osebno targetiranje name, kot smo tudi videli že v teh zadnjih letih. Jaz se s tem ukvarjam, se pravi, nekako 6 let s to korupcijo v zdravstvu, žilne opornice in tako naprej. Tako kot tudi profesor Noč in sej se vidi skozi to obdobje v bistvu več napadov. Se to ni prvi napad name, lahko povem še druge. Spomnite pa se lahko afere v bistvu s tem raziskovalnim denarjem za profesor Noča oziroma njegov oddelek za intenzivno medicino pred slabim letom, kjer je jasno in evidentno, da so to pač napadi na ljudi, ki se ukvarjajo z preiskovanjem korupcije in organiziranega kriminala v zdravstvu. Okay. Rado, zdaj ti si velik poznavalec in zdravstvene mafije in nasploh pač ekonomije globoke države. Kakega reda velikosti recimo 100 000 evrov v tej ekonomiji? Je to majhen znesek, srednje velik znesek, visok znesek? No, to je ničen znesek. Če bi jaz videl znesek 100 000 evrov sumljive transakcije, se z njim verjetno ne bi ukvarjal, pa zgubil časa, ker praviloma so te zneski milijonski in tudi sheme so take, da zahtevajo kar precej časa za analizo. Bi pa dodal k primeru mojega sogovornika, da vendarle ni za podceniti možnosti, da gre za poskus diskreditacije preiskovalne komisije. Namreč mi, ki delamo na preiskovalkah, se poznamo in čez poletje se je že gradil en občutek, da se nekaj bo zgodil. In je bil en občutek, da se bo nekaj okoli Jelkine komisije zgodilo. Prihajala so neobičajna novinarska vprašanja, ki so targetirala na strokovne sodelavce njene komisije v smislu, ali so strokovni ali ne. Potem je prišla tale traparija za 100 000 evrov. Potem pa ste imeli včeraj še razkritje same Jelke Godec, da naj bi izvrtali nek primer koruptivnosti v času, ko je bila ona direktorica Ljudske univerze, kljub temu, da tam ni nobene koruptivnosti. Ampak dejstvo je, da komisija, kakor je meni znano iz naših razgovorov, zelo lepo plete denarne tokove in se razkrivajo neke posebne povezave, pri kateri menim, da bo KB19-9 desetina tistega, kar se odkriva. Zdaj, Rado, ti si star maček teh preiskovalnih komisij. Če te prav razumem, mogoče Blaž malo podcenjuje vse te okoliščine, o katerih si zdaj govoril. Ne vem, če to Blaž podcenjuje, tudi jaz ne bi njega podcenjeval s tem, da bi ga tako ocenil. Zagotovo pa Blaža čaka še nekaj zelo napornih let pred njim. Predvsem tisto, kar bi mu jaz svetoval, da ohrani zelo racionalno, hladno misel in da, ko ugotovi, odkot je napad, da vrne trikratno klofuto in to tako javno, da bojo vsi dvakrat premislili, preden se razpravljali na njega. To zdaj ni bilo preveč biblično, ampak smo razumeli sporočilo. Tako se živi in preživi v tem svetu. Ja, res je, verjetno res. Blaž, ti si zdaj že koliko let si ti že zunaj ven iz UKC Ljubljana? 6 let, ne? Ali koliko? Jaz sem ga zapustil, mislim, da s koncem maja 2013. Zdaj si v Varšavi, kakšno vreme v Varšavi? Piha. Kako pa tam piha recimo v zdravstvu? Ne? Ti pač tam delaš oziroma si delal tudi zdaj v preteklem času. Kako je recimo tam s tem? Ti ves čas opozarjaš, da so cene, se to vemo, za zdravstveni material v Sloveniji absolutno previsoke in tako naprej. Daj nam malo povej, Poljska, mi smo tako malo zviška smo gledali čas na to Poljsko, se veš, Varšavski pakt pa tako naprej, pa gor pa dol. Daj nam malo povej, pa našim gledalkam in gledalcem, kako je recimo tam v zdravstvu, kakšne razlike si ti v praksi recimo videl, da bi pač rekel, da je tam boljše ali pa drugače kot pri nas? Podobno bom, tako bom rekel, v osnovi je pač njihov javni zdravstveni sistem ima podobne težave, tako kot naš. Vse to imajo vsi podobno, mislim, to imajo tako bolj ali manj vsi javni zdravstveni sistemi po Evropi.
pa so čakalne vrste, pa kdaj kaj zmanjka, pa ne vem, se pač recimo, tako kot je pri nas je vedno premalo denarja za izobraževanje in tako naprej, ampak recimo, če gremo na prav spet korupcijo, organiziran kriminal v javnih bolnišnicah, vsi smo krvavi pod kožo. Ne moreš reči, da tam tega absolutno ni, ampak tako kot sem že enkrat dejal ali pa zapisal, tam se ve, kaj se potem zgodi. Se pravi, če te takole dobijo, recimo, da bi bila tam v poljskem parlamentu preiskovalna komisija o žilnih opornicah in bi na 400 straneh dokazala, kriminal tega obsega in imena in tudi firme, jaz dvomim, da bi ti ljudje šli iz parlamenta domov, ampak bi jih nekako počakala vrsta maric od zunaj, dokler se to pač ne bi razjasnilo, ker to se absolutno v normalnih državah z davkoplačevalskim denarjem tega ne moreš početi. Zato tudi pravim, da je taka tožba proti meni zdaj pač bizarna. Zdaj, če pogledamo te žilne opornice, zgodba je znana, to ves čas ponavljam. 2,5 milijona sva s profesor Nočem takrat prišparala z znižanjem cen na leto. UKC ne reče hvala, me pa toži za 100.000 evrov, zato ker to pač konstantno ponavljam in objavljam. Preiskovalna komisija je podala poročilo, navedla imena osumljenih in govorimo o prejšnji preiskovalni in firm. Jaz nisem še slišal, da bi UKC Ljubljana, ki mu bi to moglo biti v interesu, če dela z davkoplačevalskim denarjem kot dober gospodar, da bi zahteval pač preiskavo in pregon tega oziroma tožbo proti tistim, ki so delali gospodarsko škodo. Če gremo naprej, Računsko sodišče, poročilo znano iz leta 2014-2015, mimo javnih razpisov je šlo 70 milijonov evrov, verjetno ne kar tako slučajno. UKC Ljubljana jaz spet ne vidim, da koga preiskuje, toži ali pa zahteva, da se to razišče, toži mene za 100.000 evrov, ker to objavljam. Imamo porušeno otroško kardiologijo, tam vemo, iz medijev so najmanj 3 otroci umrli, verjetno se to še dogaja, pometajo pod preprogo. Jaz ne vem, a dobijo starši 100.000 evrov odškodnine. Mene toži za 100.000 evrov, ker na te stvari opozarjam. In še zadnja, vemo, da je gospod Šabeder, trenutni minister, po medijih samo enkrat, pa ga jaz izzivam že ves čas, samo enkrat pozval, da naj znižajo cene dobavitelji za 10%, kar de facto pomeni, da je priznal, da je toliko preplačil vsaj za 10%. Zdaj, ne vem, kdo tukaj dela gospodarsko škodo, oziroma verjetno ne Blaž Merovle. Blaž Merovle na to opozarja. Rado, kdo drži to gor po tvoje, to mreže? Je to še zmerom Janez Zemljarič, ali kdo je tisti, ki je glavni zdaj tu pri teh centrih moči tranzicijske levice, ki drži roko gor nad zdravstvom? Zagotovo so neke močnejše firme, ki se kažejo s to preiskovalko, takšne, da imajo zaledje v bivšem sistemu. Ali je v relaciji tudi do Janeza Zemljariča v tej fazi preiskave, zelo težko povedati. Dejansko pa govorimo o podjetjih, ki so prišla iz offshore in Švice leta 1975, ki so še tukaj in katerih promet po erarju v UKC-ju znaša prek 100 milijonov. In seveda to so podjetja, ki so popolnoma neznana, zakrita in v solastništvu fiduciarjev. 100 milijonov, prosti, je to kumulativno ali na leto? To govorimo o kumulativnem znesku, ampak gre za dobave nekih zelo nujnih materialov. Zdaj jaz ne bi želel biti izjemno specifičen, ker je to primer, ki vem, da se preiskuje, in tudi nima mandata to razlagati, če bolj bi bilo pa neumno to razlagati. Ne, to je sigurno. Ampak ali nek bizaren paradoks, da te, ki se v javnosti predstavljajo kot glavni zagovorniki javnega zdravstva, brezplačnega, vsem dostopnega, po drugi strani najbolj služijo s temi posli in v bistvu rušijo s tem ta sistem javnega zdravstva, ki ga kakor zagovarjajo. To je vedno njihova najboljša reklama v javnosti, ki je potem pomerjena, da pravzaprav grejo sredstva za tisto, kar se namenjajo, čeprav rezultat, ki ga vidijo, je ravno tak, da vidijo, da je poraba sredstev v zdravstvu izrazito koruptivna. Zdaj, to je seveda predvsem problem Šarčeve vlade, ki očitno ne zmore moči za pregon gospodarskega kriminala na katerem koli področju. Naj omenim samo, da je
bivši šef specializiranega državnega tožilstva Harry Furlan, ki je vpleten v zgodbe, pod njegovo vlado napredoval. To mislim, da pove vse. Zdaj 1 leto te vlade je že mimo, o tem vsi pisal, lahko se samo strinjamo, da pač to ni človek, ki bi kakršnokoli spremembo naredil, ker bi sicer vsaj začel na temu delati. On je človek, ki se je zapletel v igre brez meja. Prav. Fanta, si bomo vzeli za en krajši premor, ampak ne nam ujiti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem zdravstvene mafije pri nas, oziroma zakaj premier Šarec toči vodo v bazen korupcije v zdravstvu. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno kardiolog dr. Blaž Mrevlje in naš stalni komentator Rado Pezdir. Pogovarjamo pa se o zdravstveni mafiji oziroma zakaj premier Šarec toči vodo v bazen korupcije v zdravstvu pri nas. Pred nadaljujemo z debato, še enkrat sporočam, da jutri nadaljujemo s temo afera Westinghouse in jedrska elektrarna Krško in konflikt interesov premierjega glavnega svetovalca Damira Črnčeca, tako v naši oddaji kot tudi na portalu Požar Report. Rado, zakaj po tvoje premier Šarec, ko ga že ravno omenjam, ki zelo rad iz Prižnice, na kakšnih prireditvah, piknikih in tako naprej, biča vse živo z besedami, predvsem sicer v Sloveniji od starih struktur, od prejšnjih vzorcev, drugih političnih strank, o korupciji v zdravstvu pa ga do sedaj, pa 1 leto je že na oblasti, praktično še nismo slišali reči besede. Zakaj je po tvoje tako? Mislim, da je to kombinacija nesposobnosti prevzemanja resnega političnega tveganja in nekompetentnosti, nerazumevanja področja in po drugi strani vseh teh igric, v katere se sicer spušča spopadi z jamnikom, obveščevalne zgodbice, interferenca v medije in enostavno nima fokusa tam, kjer bi ga mogel imeti. Zdaj recimo Vesna Godina piše na Fokus Pokus ali Hokus Pokus ali kaj je že tisto od Crnkoviča, ki sicer ga plačuje Hakl oziroma Večer. Skratka, tam piše, da je Šarec ljudski človek. Zdaj, kako ljudski človek pa nič ne komentira čakalnih vrst in cele te kolobocije, ki jo imamo v zdravstvu? Jaz mislim, če se navežem na Radovo mnenje, po eni strani po mojem to je, saj izgleda, da se fantje raje igrajo zdaj ene igrice s tem z vojački, ki jih premikajo gor pa dol. Kar se pa tiče zdravstva, pa jaz mislim, da je to najbolj, pač kot največji sistem je tudi največji plenilski poligon in to stabilen plenilski poligon. Vse vidimo, da trenutno jim tele razni drugi koruptivni drugi tir in karavanški predor, tam se jim stvari rušijo. Zdravstvo je pa pač stabilna črpalka, kjer lahko počrpajo nekaj 100 milijonov, po moji oceni najmanj 400 na leto. In to je no go, to je ne diraj, to se ne dotikaj in pač enostavno se s tem ukvarjajo tisti, ki se iz grmovja v ozadju ukvarjajo, on ne bo riskiral. Blaž ima prav, ker ni veliko več panog, ki bi v mrežju ostali v popolni dominanci. Eno je zagotovo zdravstvo, tukaj je še energetika, predvsem termoelektrarne pa premog posli, potem je pa še zgodba o telekomunikacijah in zavarovalnicah. In to je tisto, kar je ekskluzivi v mrežju še ostalo in v osnovi, kje se ne sme gledati. S tem, da verjetno tu v zdravstvu je ta pač denarni tok najbolj stabilen in stalen, ker zdravstveni material se skozi rabi. Aljuš, če že samo rokavice ali pa halje prodajaš celemu zdravstvenemu sistemu, je zadeva zaključena. To so pa veliki zneski. Ampak kaj vidva pravita recimo na zdaj ta predlog o pač ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, teh 500 milijonov, nekako se okrog te številke govorimo. Kaj po vajenem mnenju to pomeni?
Zdaj sem tudi že, v bistvu, odkar sem zvedel za to idejo, pa to se preigravajo kar naprej. Ampak zdaj je dosti resno, ne, pač v koalicijski pogodbi to je, dvakrat so podpisali, Levica je zdaj to dala na dnevni red, ne, koalicija je potrdila, da bo to izvedla že drugo leto. Mislim, da je tudi minister rekel, da se zakon že pripravlja, do spomladi drugo leto bi naj bil narejen. Tako da recimo, da smo pred realizacijo, pustimo zdaj bo ali ne, ampak mene bolj zanima, kaj vidva mislite, kaj to za sabo potegne. Mislim, jaz bi izhajal drugače. Jaz bi začel pri tem, ker so napovedali konec julija, mislim, da bodo povišali premijo zdravstvenega zavarovanja, češ da je več stroškov in tako naprej. Ja. Moja teza je, da vedno, kadar se govori o tem, da je v zdravstvu treba dati več denarja, jaz vedno pravim, da je treba najprej znižati cene vseh zdravil, pripomočkov, naprav in storitev, to kar naprej vrtim eno in isto, na nivo Nemčije. Ampak kako se, oprosti Blaž, kako se to da? Ja, mislim, če sva dva zdravnika lahko pri enem materialu, se da to na copy-paste. Povej nam, ker mi ne vemo, ker smo laiki, kako je vama to recimo ratalo na tem konkretnem materialu žilnih opornic? Jaz sem takrat, ko sem se izobraževal na Poljskem, sem pač med drugim enkrat kar tako vprašal, koliko pa te opornice pač prva stanejo, ker so pri nas doma vedno govorili, to je tako blazno drago, pa pazi, da ne pade, pa uno pa tretje, čeprav so tudi padale po tleh, pa ne. Zdaj, takrat sem potem jaz ugotovil, da so tam bile dobesedno 3,5-krat, recimo 3 do 4-krat nižje. To govorimo o opornicah istega proizvajalca, istega tipa, ne? Ker potem so seveda rekli, ja, pa to so neke indijske, pa kitajske. Ne, to so pač iste ameriške, kot smo jih imeli mi. Isti proizvajalc, isti tip. Ja, ko smo to zvedeli, smo potem dobili od njihovega distributerja pač predračun. Predračun sem jaz predal v kliničnem centru in je šlo pač to po neki poti naprej in nama je še zdaj nerazložljivo, zakaj je sploh prišlo do prve nabave. Ampak ko je prišlo do prve nabave, se je odprla Pandorina skrinjica. Takrat niso mogli več reči, to se v tujini ne da kupiti in niso več mogli reči, ja, veste, tako so drage, zato ker je Slovenija majhno tržišče. Pač evropski trg je prost in greš lahko tja kupiti. Zdaj, seveda moraš imeti pa za to voljo, politično zaledje in v bistvu jaz mislim, da morajo enkrat to volilci spoznati in to zahtevati od svojih politikov. Zakaj pa recimo, Blaž, po tvoji kolegi in zdravniški, ki so še ostali tle, recimo na UKC Ljubljana pa drugje, ne zahtevajo podobno, ne počnejo podobno z materialom, ki ga sami uporabljajo? Zato, ker bojo kaznovani. V kakem smislu? Ja, najbolj klasično kaznovanje je recimo, da ti človeku ne daš delati tisto, kar rad dela. Recimo v primeru intervencijske kardiologije je bilo klasično kaznovanje v tistem času, če nisi bil priden, pač nisi bil razpisan. Zdaj, a če si bil zelo poreden, nisi bil razpisan 3 dni, če si bil pač sam mal nagajil, pa 1 dan. Tako pač je v predvsem tistem delu medicine, ki je manualna, in te je kar velika, je pač to stara, klasična, resmo, kirurška tehnika discipliniranja. To te predstojnik v bistvu tvoj disciplinira. Ja, seveda. Kakšen interes pa ima on za to, da te disciplinira? Če ti hočeš, da bi bil material cenejši, a ni to tudi v njegovem interesu? Ne, v njegovem ni, v njegovem je ravno obratno, zato da pač te tokovi tečejo, vse to imamo tam, zdaj tudi celo to že večkrat omenjeno poročilo preiskovalne komisije za točno ta material, pri ostalih je pa to copy-paste, metoda je popolnoma enaka. Rado, kako bo zdaj s temi 500 milijoni, s temi zavarovalnicami, če recimo do tega pride, kaj je po tvojem mnenju od zadaj, s kje bo prišel ta denar, komu bo šel? Tu jaz ne morem vedeti, s komu bo ta denar prišel, mi je pa lahko zatrdim, da ta plan je spet nekako nekompetentno sestavljen, ker dejansko z razveljavitvijo te vrste zavarovanja zgine en celoten trg in nisem videl še evropske države, ki bi izbrisala en celoten trg in to zagovarjala pred Evropsko komisijo oziroma pred organi, ki bdijo nad varstvom konkurence. Se pravi, ti misliš, da bojo že formalni problemi na začetku, preden sploh pridemo do denarja? Ne moreš enega trga kot država izločiti in prepovedati. To pač ni normalna pozicija, to je presedan, po katerem lahko še kakšen trg lahko izločimo. Ampak tudi, če gremo preko tega, je dejstvo, da je ta vrsta zavarovanja nastala, ko so sanirali ZZZS oziroma zdravstveno blagajno in so se odločili, da iz obvezne to izločijo. Zdaj, kaj je naš problem, je, če nazaj skupaj vse preklopimo na obvezno zavarovanje, še vedno nimamo prestrukturiranega sistema zdravstvenega financiranja, kar pa pomeni, da prav rešitve ni
na drugi strani zelo hitre in enostavne in da bojo obvezna zdravstvena zavarovanja podvržena dvigom ali pa financiranjem iz državnega proračuna. Zdaj, tisto, kar je pa pomembno povedati, je pa to, če bo že prišlo do tega, ne, bo glavna ovira en monopol na trgu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj, vse to, kar je Blaž govoril, ne, cenejša izbira in nižji stroški je možno, če obstaja več zavarovalnic, ki nagradijo cenejšo, ampak enako kakovostno storitev ali pa tehnično in zdravstveno opremo. Tega dela pa pač nimamo in ostajamo še vedno edina država v Evropski uniji, ki ima samo eno obvezno zdravstveno zavarovalnico. Tako je, poglej, če smemo skočiti. Ja, izvoli. Zdaj, takrat, mislim, da je prva napovedala ta dvig premij Vzajemna, je potem po nekaj dnevih se končno oglasil minister, ki je rekel, da naj optimizirajo stroške svojega delovanja, da naj na ta način pač rešujejo to problematiko. Zdaj, jaz bi njega ponovno javno izzval, kot minister za zdravje, ki je odgovoren za davkoplačevalski denar, jaz mislim, da on lahko naredi ravno obratno, kot je naredila Milojka Kolar Celarc takrat, ko je spisala interventni zakon in vrgla 136 milijonov, pazite, tam piše decidirano, da gre lahko zgolj dobaviteljem. On lahko potem napiše obraten interventni zakon in zahteva, glede na situacijo in katastrofo v zdravstvu, znižanje cen na nivo maksimalno, se pravi storitve, pripomočki, zdravila in vse, kar pač pa še zraven naprave, na nivo v Nemčiji, privarčuje nekaj 100 milijonov, potem bomo pa videli, so ta dodatna zavarovanja sploh potrebna, oziroma bojo zdravnaki to prestrukturirali, se bom takoj zaključil, ker če se to samo vrne, tako kot je, brez znižanja cen v tisto monopolno ZZZS, se pravi prvi steber od 5 za ohranjanje statusa quo plenjenja, potem smo samo prelili iz enih mrhovinarjev v druge. Zdaj je pa treba potem vzpostaviti seveda trg privatnega, konkurenčnega, obveznega zavarovanja. Nekaj sem te še hotel vprašati, preden gremo naprej. V bistvu dve vprašanji. Ko že govorimo o povišanju premije, kaj pa to, kar je tudi recimo direktor Vzajemne navajal kot razlog za povišanje premije, da se pravice prelivajo iz obveznega v dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Mislim, da je navedel nek podatek, da samo v lanskem letu ali v letošnjem, 23 zdravil šlo iz obveznega ven v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ima to kakšen vpliv na povišanje premije ali ne? Mislim, če mene osebno vprašaš, se jaz na ta način ne spoznam. Mislim pa, da te stvari ne morejo biti tako zakomplicirane, če je pač volja in moč stvari optimizirati, bojo pač te kupčke prekupčkali in košarice. Ker ni logično, da ti rečeš, bomo ukinili pač dopolnilno zdravstveno zavarovanje, hkrati pa povišuješ število pravic, ki pašejo v to zavarovanje. Ampak okej, pustimo. Se jaz ne zagovarjam, da je treba ga ukiniti. Jaz samo zagovarjam tezo, da je treba najprej cene znižati, ugotoviti, kaj sploh manjka, potem prestrukturirati, optimizirati in delati v duhu dobrega gospodarja za davkoplačevalski denar. To je vse. Rado, še eno vprašanje zate, preden gremo naprej. Če se recimo zgodi ta ukinitev pač dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ostane ZZZS kot monopolist, po 2 letih realno zmanjka denarja, ker dvom, da lahko proračun pač več kot 2 leti po 500 milijonov na leto v to daje. Kaj se pa zgodi? Hipotetično sprašujem, pride pa neka nemška zavarovalnica recimo ali pa ena iz tujine, pa reče super duper dopolnilno zdravstveno zavarovanje za 150 evrov na mesec, all inclusive, in kdor si lahko to prvoš, ostali pa ne. Ker zdaj te, ki zagovarjajo to ukinitev, pravijo, mi smo na strani revnih. Kaj bo pa pol s temi, ki si ne morejo recimo privoščiti 150 evrov na mesec? To potem več ne bo opcija. Opcija bo, da se ti zavaruješ pri nemški zavarovalnici in zdraviš v Nemčiji. Ampak to je... To si to lahko prvoši pa drugo vprašanje. Ker enostavno bojo regulirali tako, da bo vse padalo pod obvezno zdravstveno zavarovanje. Zagotovo pa lahko napovem, da ob krčanju gospodarske rasti se ne bo prelivalo toliko denarja iz proračuna v ZZZS in bo naslednji ukrep v 2 letih bil verjetno dviganje prispevkov za zdravstveno zavarovanje, kar bo pritisnilo stroške dela navzgor in zmanjšalo dobičke v podjetjih. To pa veste, kam vodi ponavadi ta cikel. To je ta norost, ki jaz rečem nekompetentnost, da delaš nek ukrep,
neke ekonomske zdravstvene politike, ne da bi preveril dolgoročno vzdržnost tega ukrepa in seveda tudi same institucionalne možnosti, da tak ukrep obstaja, to je radiranje enega celotnega trga. Ja, mislim, da so bedaki. Ja, sej Šarc, saj pri tem je pa uspešno na rekovajih, v 2 kvartalih je uspel prepoloviti gospodarsko rast, odkar je na oblasti. Ja. Blaž, dajmo reči kakšno besedo o medicinskih sestrah, no, to me res zanima kot pacienta potencialnega oziroma kot laika. Kako je zdaj s temi pač standardi kvalifikacij pri medicinskih sestrah? Meni moj osebni zdravnik pravi, da so zdaj medicinske sestre s srednjo šolo zradirane na raven snežilk. Ja, bi se strinjal z njim skoraj, no, dobro, ne glih naraven snežilk, ampak recimo enih takih bolničark. Zdaj jaz vidim v tem... Kaj še smejo sploh početi? Ja, zelo malo, verjetno lahko počnejo samo tisto, kar rečemo nekako osnovna nega bolnika, nošenje kahel, jaz ne vem, take stvari. To bi lahko tudi jaz recimo teoretično počel. Lahko bi to kdorkoli od nas treh to počel. To, zdaj s tem ne mislim, da degradirati ali kakršenkoli izobrazbo srednje medicinske sestre ali karkoli. Ja, nisi jo ti degradiral je tisti, ki je ta sistem uvedel. Ja, to je medicinske sestre, 20 let že dela. In zdaj, ker naenkrat po 20 letih ne sme več tega početi. Kako si to razložiti? To je težek idiotizem. Jaz bom povedal pa anekdoto izpred 20 let, ko je po mojem mnenju se začel prvi cikel, v bistvu, rečemo na rekovajih, nekak plenjenja strani tiste, recimo na nek način elite medicinskih sester, ki pač zasedajo neke funkcije po zdravstvenih šolah in tako naprej, pač svojih kolegov in kolegic. Jaz sem bil takrat, mislim, da sem začel ravno volontirati na intenzivni enoti pri profesor Noču in sem se kot študent pač tam učil, kar se tiče posegov, v glavnem od medicinskih sester. Dobro, vse so kakšni bolj kompleksni, ki jih lahko delajo samo zdravniki. Hočem povedati to in to je pač, verjetno lahko govorim v imenu vseh ostalih kolegov, ki so bili študenti ali pa so zdaj, je to tudi ena javna zahvala medicinskim sestram, ne glede na nivo, ker študent medicine se tekom vaj ali pa če volontira največ nauči od njih. A ni včasih tudi veljalo, da recimo nek mlad nov zdravnik je imel eno izkušeno sestro zraven? Je to bila praksa ali ne? Ni bilo glih formalno, no. Veste, kako to je tako, ne? To je bolj, one nimajo nič od tega, ne? To je zelo individualno pogojeno. Če se pač kakšna želi ukvarjati s tabo vse, če pa ne, in tudi ne moreš od tega zahtevati, ampak sestre se rade ukvarjajo, sestre rade pokažejo. In kaj se je takrat zgodilo? Jaz se prav spomnim, takrat je bilo tako, da je lahko sestra na intenzivni enoti jemala arterijsko kri, ne? Imamo arterijsko vensko, recimo tisto vensko vsi poznamo, arterijsko pa pač mogoče malo bolj bolni. In sem jaz to šele tretji dan se učil, nakar je po 4. dan ista sestra rekla, da to ne morem več, ona ne more več delati, da pač naj kar sam naprej. In sem rekel, kako ne zdaj to sam naprej, če se po 3 dneh, a ne. In takrat je rekla, ja, čez noč ne smemo več. In to je bilo prvič, ko so jih odsekali od raznih takih posegov, kot so jemanje krvi, urinski katetri, šivi, previjanje ran in tako naprej. In so jih potisnili dobesedno masovno v dodatno izobraževanje in takrat so si pač jemali kredite ob ravno tako nizkih plačah. Zdaj mislim, da se dogaja podobno. Sistem kompetenc je tako, kot jaz vidim, kot eno zbiranje taborniških našitkov, ampak to so pač preproste stvari, pa ne mislim spet nič degradirati, ampak recimo to so manualne stvari, to je stvar ponovitev, to ti mora nekdo pokazati in potem moraš Skratka, ni stvar neke formalne izobrazbe, višje stopnje izobrazbe, ali česa ta zna? Ne, to so normalne stvari, zdaj tudi mi recimo, ko imamo, ne vem, neko, recimo, če vzamemo najbolj manualno, da bojo ljudje razumeli, so kirurgi, a ne, in zdaj, a ne, kako bi to izgledalo, da bi kirurg šel skozi šolanje, bi bil potem, ne vem, specialist splošne kirurgije, potem bi pa za neka dodatna znanja mogel, ne vem, plačati šolnino za to, da bi se naučil to popraviti, pa ono popraviti. Mislim, to mora narediti v sklopu tega šolanja, ne? Ja, jaz lahko povem, jaz sem pri 2 porodih sem bil zraven, zdaj lahko izračunate, koliko imam otrok, ne, in tam je pač babica bila glavna, ampak okej, pustimo to. Rado, zakaj po tvoje medicinske sestre ni jih toliko malo v Sloveniji ne popizdijo, kot bi recimo midva rekla? Enostavno ne poznam te zgodbe, ne vem, kaj se dogaja noter, težko presodam izven tega, da podam eno splošno mnenje, ki sem ga opazil v slovenskem zdravstvu v zadnjih 10 letih, odkar se z njim ukvarjam tako ali drugače.
In namreč ljudje, ki delajo v zdravstvu, so neumni, potrpijo čisto preveč, potrpijo tisto, kar gre v njihovo škodo, na račun interesnih skupin. In dokler ne bojo zdravniki, sestre, podporno tehnično osebje pač enostavno zbrali toliko samozavesti in poguma, da bojo rekli, da nočejo več razveljavljanja svojega poklica za račun kriminalcev, toliko časa pač ničesar ne bo mogel biti. Zagotovo je pa ta zgodba z zdravstvenimi sestrami nekaj takega, kar je pisana na kožo Marjanu Šarcu, ki lahko verjamete, da bo čudežno razrešil zadevo in s tem seveda odmaknil fokus od zdravstvene mafije. Sem še vodo mora do konca v bazen natočiti. Če sem prav slišal, je s tem v bistvu ponižal in degradiral, mislim, da 14,000 medicinskih sester. To je taka številčna moč, da če bi dale recimo kolektivno odpoved ali pa, ne vem, zagrozile z resno stavko, bi jim jedli z roke in bi jim, ne vem, tiste mezde, ki jih imajo, povišali takoj v plače, se pravi za 100% najmanj, kar se pa ne zgodi zaradi tega, ker so te pač punce in fantje so prestrašeni, bojijo se za službe, imajo družine, kredite. Hkrati pa jaz mislim, da prvi ukrep bi bil predvsem to, da se nehajo poslušati svoje sindikate, ker te niso tam zato, da bi jim pomagali in kaj izposlovali, ker če ne bi jim v 28 letih že, ampak so tam za nadzor nad njimi, da se pač ne organizirajo in ne naredijo nekaj, ne vem, zagrozijo nekako resno. Gremo počasi proti koncu, en izziv še imam zate, Blaž. Bomo pokazali en tvoj tweet, kjer pišeš, minister Šabeder, javni poziv, ker sprejema mi za grmovja strahopetno vrženo rokavico, v kateri več naslednji teden, to je zdaj ta teden. Kdaj bo znižal kot bivši direktor hortikulturnega podjetja in trenutna lutka zdravniško-dobaviteljske mafije cene vsega v zdravstvu na nivo EU? Pa bom zdaj iskren s tabo, Blaž. Jaz po tem tvojem tweetu ne vidim na prvi pogled, da gre za človeka, ki je ravno kar fasil tožbo za 100,000 evrov. Tako da prvo vprašanje je, očitno si dosti samozavesten, se pravi, da ti ne bo treba plačati 100,000 evrov, in drugo vprašanje je, iz tega razberemo, da se ne boš ustavil, ampak da boš šel naprej. Ja, poglej, zdaj odgovor na prvo vprašanje je, da pač bomo videli, kaj bo. Jaz mislim, da je to, da ta tožba je bizarna, znesek je bizaren. Zdaj bomo pač pripravili odgovor in bomo tam potem šli naprej. Zagotovo pa ta tožba meni pomeni pač eno, to je, da delamo v pravi smeri in seveda, jaz bom pač, žal sem bolj kot ne edini osamljen, ampak v tem smislu bom delal naprej, ker zdaj pač po toliko letih s temi uspehi ne moramo nehati in dal bom v naslednjo predstavo. Ok, Rado, imaš kakšne spodbudne besede za svojega kolega kolesarja v tem boju proti korupcijskem? Zdaj rokavica je vržena, spopad je tukaj, Blaž se tudi, če bi se hotel, vse ne more umakniti. Še enkrat mu sporočam, da mora vsako klofuto 3-krat močneje žvrniti in to javno na videlo, da bojo videli vsi, da se ni za zajebavati. Sicer pa če to ne narediš, te vlak povozi. Ok, dobro. Dr. Blaž Merule, magister Rado Pezdir, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil zdravstveno-mafijski 321. faktor na TV3. Glejte nas v živo tudi jutri, ko bosta Lucija Šikovec-Ušaj in Sebastijan Jeretič komentirala prvo leto vlade Marjana Šarca. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.